zdravila za zdravljenje osteoporozo pač imajo stranski učinek, ki vpliva na ustnem zdravju. V tem kontekstu je osteonekroza čeljusti, poleg drugih stranskih učinkov, ki ta zdravila imajo. Zdaj, sama osteonekroza je, bi rekel, eno tako stanje, ki se pojavlja pri bolnikih, ki jemljejo antiresorptivna zdravila. To so bolniki z osteoporozo, onkološki bolniki, ki jemljejo antiresorptivi za preprečevanje z okostjem povezanih dogodkov. To so pač najbolj pogosto zlomi. Pojavlja se v ustni votlini tako kot izpostavljena kost. Lahko tudi se pojavijo vnetne težave. Pogosto taki bolniki imajo funkcionalne motnje, težave pri hranjenju, bolečine. Je eno tako, bi rekel, zoprno stanje, ki bistveno negativno vpliva na kvaliteto življenja takih bolnikov. Te trije scenarije, ki se dogajajo, ki v bistvu so pacienti po eni strani prikrajšani za zdravljenje z antiresorptivi, ki potem lahko pridejo do kakšne neželjene dogodke. Po drugi strani so pa prikrajšani za zobozdravniško oskrbo. En od teh scenarijev je, da se pač zobozdravniki ustrašijo, ko slišijo, da pacient jemlje antiresorptive, potem pa zavračajo kakršenkoli poseg. Tako da pacienta izpostavljamo na enim tveganjem, da se razvije openem vnetju v ustih, ki ga ima, ko ga mi ne diagnosticiramo in ne zdravimo, naredimo pogoje, da se potem osteonekroza razvije. Po drugi strani pa pacienti so ustrašeni, ko slišijo, med sabo komunicirajo, da te antiresorptive povzročajo določene stranske učinke, potem pa ne jemljejo antiresorptivi. So pa izpostavljeni po drugi strani na tveganje, da pride do kakšnih zlomov. Tako da bi se zdaj izognili teh scenarijah, zato smo že nekaj leta v sodelovanju s profesor Kocijanom razvili določene smernice. Tudi mi smo pridobili neke izkušnje, kako ravnati s temi bolniki. Tako da smo našli v teh, bi rekel, neke skupne točke, neke sive cone, ki lahko mi varno opravimo poseg, hkrati pa ne vplivamo na tisto antiresorptivno zdravljenje. Zdaj, za preprečevanje osteonekroze čeljusti je pomembno, bi rekel, sodelovanje vseh vpletenih v tej zgodbi, in zdravnik, zobozdravnik in sam bolnik. Zdaj, najbolj pomembno je, da se pred uvedbo teh zdravil poudari pomen zobozdravstvenega pregleda in da se pač pred uvedbo teh zdravil tak bolnik, če je možno, čim prej sanira v ustni votlini. Spravi, pomembno je, da se vsa kronična vnetja odstranijo, tisti, ki se dajo pozdraviti, da se pozdravijo, da lahko potem se varno začne z izvajanjem antiresorptivnega zdravljenja. Stremimo k temu, da ko bolnik izve, da ima diagnozo osteoporozo ali pri onkoloških bolnikih, ko je potrebno uvesti antiresorptivno zdravljenje, je zaželeno, da se tak bolnik napoti najprej k svojemu zobozdravniku, se pogleda, se naredi en pregled ustne votline, se ugotovijo vsa morebitna žarišča in da se naredi en načrt, kako se bo to v nekem doglednem času saniralo. Kajti osteonekroza čeljusti je tesno povezana z časom jemanja antiresorptivov in z njihovo dozo. Pomembno je, da in splošni zdravnik oziroma zdravnik, ki predpisuje ta zdravila, in zobozdravnik vesta o tveganju oziroma o teh stranskih učinkih. In je pomembno, da tudi, ko bolnik pride v stiku s svojim zdravnikom pred uvedbo, da se mu poudari, da je potrebno obiskati zobozdravnika. Pomen zobozdravnikov tukaj je, bi rekel tako, ozaveščenost, da ta zdravila povzročajo osteonekrozo, potreba, da pri takemu pacientu se posveti malo več časa, da se ugotovijo ta morebitna žarišča, da pozna način delovanja teh antiresorptivov, ki jih imamo več skupin zdravil, ki imajo
bi rekel, isti učinek, sam pač različen mehanizem in zaradi tega tudi imamo različne tveganja za osteonekrozo. Tako da pri vsakih teh zdravilih je pristop drugačen. Vedno imamo čas, da saniramo ustno votlino, tudi če pacient v začetku že začne z zdravljenjem z antiresorptivih, ker je doza takrat manjša in imamo, bi rekel, prostor, da mi pač opravimo vse te posege v ustni votlini. Zdaj, najbolj pozorni kot pri vsakem od nas. Najprej treba pač izvajati zelo pogosto higienske faze. Bi rekel, da je tudi pri zdravemu človeku priporočljivo 2 do 3 krat na leto, da se naredijo te higienske faze odstranjevanja mehkih, trdih oblog. Pri takih bolnikih je pa nekako poudarek malo bolj pogosto, vsaj 3 do 4 krat na leto minimum. In pri teh obiskih pri zobozdravniku se bo pač ugotovilo, ali je prisotno še neko žarišče. Pomembno je skrb vsakdanja za ustno higieno, to pač pri vsakemu se poudarja in je jasno. In malo večja pozornost strani stroke nad teh bolnikih, da ko se nekaj ugotovi, da se takoj ustrezno ukrepa.